Glavna metodologija, kako je nastala ta evalvacija, je bila naslednja. Vzel sem pod drobnogled 3 od naših promocij, ki jih izvajamo, in sicer priporočamo, znani berejo in priporočajo, in pa mesto berejo. Zdaj, v prvem razdelku, se pravi, priporočamo, so že omenjena priporočila z anotacijami, in ki se naključno potem prikazujejo kot naslovnice na naši spletni strani in so nekako po kategorijah opredeljene. Vzel sem 4 naslove, in sicer, ki so bili objavljeni septembra 2013, in pogledal, kaj se je dogajalo pred tem in kaj se je dogajalo z izposojo po tem datumu. Znani berejo in priporočajo, tukaj sem pogledal 10, oziroma to je po 10 naslovov, ki jih znani dajo na svojo listo, na svoj spisek, in jih oni priporočajo, in jih objavljamo potem na spletu in v knjižnicah. Tukaj sem pod drobnogled vzel 2 osebi, ki sta predlagali pač vsak po 10 naslovov, vzel sem samo po 3 naslove, in sicer šlo je za predloge iz novembra 2012 in iz novembra 2013. Znotraj Mesto bere, ki je širši projekt, kjer sodelujoči preberejo vsaj 5 naslovov seznama in potem o tem nekaj tudi zapišejo. Oglašujemo na različnih ravneh, tako v knjižnici, kot na spletu, kot na mestnem avtobusu, je bila tudi reklama in podobno. Trajanje je tukaj daljše, se pravi, gre za zaključen projekt z nekim začetkom in koncem, ki je medijsko podprt in traja od decembra do maja. Zdaj, tukaj pri samem priporočanju in pa pri sami izbiri gledamo nekako na neke sprožilce, ki uporabnika, ki bralca navedejo k temu, da vzame eno knjigo in jo prebere. Tukaj vsekakor pri tem izboru so zelo visoko uvrščene novosti. Novosti so tiste, po katerih bralci vedno znova, vedno radi segajo. Drug primer je film. Ko postanejo nek film po knjižnih predlogih, naslednji hip je tudi knjiga dosti bolj izposojena. Potem nominacije, nagrade, kot na primer Krstnik, prav tako so promocija branja, ki potem bralca nagovori k izposoji. Nova izdaja, kar je zanimivo tukaj, Zajtrk prvaka sem navedel kot primer, je prav tako v določenem času, ko je po izidu prve izdaje, je tudi naslednja bila precej izposojena, vendar bomo videli, kaj se je s to zadevo potem dogajalo. Razni dogodki, recimo nesrečni 11. september je potem sprožil val iskanja literature, kot na primer Alamut, Samarkand in podobno. Potem razne oddaje, dokumentacij v tem primeru, oziroma objave v revijah, dnevnem časopisju, prav tako sprožijo so vzvod za izposojo naprej. No, na tem mestu poglejmo, kaj se je dogajalo s temi izposojami. Zanimivo je to, priporočamo, lahko opazimo, da pravzaprav ta priporočila, ki jih imamo na spletni strani, pravzaprav ne posegajo bistveno v izposojo. To je zelo zanimiva ugotovitev, nima nekega konkretnega učinka. Veliko bolj recimo v tem primeru, v prvem primeru film, medtem ko naslednje cifre se potem s časoma se nižajo. Zdaj, če na hitro kot ilustracijo pogledamo, kaj se dogaja z obratom leposlovja v Mestni knjižnici Ljubljana. Takole približno gre krivulja, se pravi, na eni strani je
leto nabave, ne, in pa sam obrat gradiva. Se pravi, drugo leto, jasno, je obrat največji, potem pa s časom enostavno pada. In tukaj je pravzaprav zanimiv naš moment, ne, kdaj se bomo lotili promocije nekega gradiva. Kje je pravzaprav tista kritična meja, kritičen čas, v katerem moramo nekaj narediti, da spodbudimo branje, da spodbudimo izposojo recimo gradiva, ki je lahko potem nekako takole potem upada. Če pogledamo Znanje berejo, v tem primeru je sama promocija bolj učinkovita, vendar zelo kratkega veka. Vidimo, da recimo tukaj zelo hitro naraste in naslednji hip tudi precej hitro zaide izposoja gradiva, ki je na ta način promovirano. Tukaj, kot sem rekel, vzel sem pod drobnogled dve osebi in 3 naslove. Zdaj vidi se tudi, kakšne naslove nekdo izbira, kakšna izposoja, recimo pred promocijo in kakšna je bila v času promocije. No. Na tem mestu se potem tudi ugotavlja, da je neko gradivo, ki je že itak izposojeno, ne, in potem delamo še promocijo zanj, ima potem nekakšen efekt snežene kepe, ne, ki se potem vedno veča in veča in veča. Medtem morda na nek način delamo krivico vsem ostalemu, kar je pa lahko prav tako kvalitetno, ne, in se morebiti s tem zanemari. Če pogledamo Mesto bere, se pravi, to je bilo 2012-2013, v tem primeru prav tako lahko vidimo, da imajo nekateri naslovi povečano izposojo, medtem ko konkretno za tale naslov Jaz in ti, ki je knjiga izšla leta 2011, 2012 je pa že bila uvrščena na ta naš spisek. Zdi se, da je promocija bila narejena čist prezvodaj, kjer je neka rutina tiste dinamike vidna iz teh cifr, ki se sicer dogaja z vsakim gradivom. Medtem ko pri ostalih naslovih lahko vidimo, da ima Mesto bere pač zelo močan učinek. Podobna je zgodba tudi v akciji 2013-2014, kjer prav tako lahko vidimo, glede na to, da smo tukaj povezali literaturo in film, da je to gradivo, mislim, da je ta akcija Mesto bere dala svoj pečat. Razen, na primer, v primeru Pijevega življenja, kjer je film 2012 prišel, tukaj bomo težko dosegali tisti prejšnjo izposojo. Zdaj, tako da, se pravim, tukaj moramo potem videti, da se vključujem. Ja, kaj pravzaprav te cifre, kaj so nam povedali? Po eni strani je neko preverjanje občutka, se pravi tisto, kar smo že vedeli in rečemo, ja, to je to, res je. Se pravi, po drugi strani sam obrat, ki nam kaže, kakšna je relacija med izposojo in zalogo, in potem lahko tudi vidimo, da včasih imamo kakšnega gradiva preveč. Če imamo izposojo 3 tedne, se lahko 17-krat gradivo zavrti na leto. In medtem ko samo ocenjevanje je pa precej drugačno. Jaz sem pri teh delih, ki smo jih prej videli, naredil tudi obrat in zelo niha. Od recimo 2, 3 pa do 10, 12, kar pomeni, da nekatere stvari so zelo učinkovite, zelo brane. Potem, seveda, učinek promocije pa učinek branja. To sta
različne stvari in seveda vprašanje je, kaj nam te cifre povejo v povezavi s kvaliteto, pravzaprav zelo malo. Na tem mestu mislim, da je pomembno tudi povedati, da v sami strokovni literaturi z področja bibliotekarstva ni prav veliko člankov, ki bi govorili na temo promocije, oziroma ne promocije, na temo svetovanja za branje. Svetovanje za branje se mi zdi blazno pomembna zadeva, ki ostaja, ki je od nekdaj že v domeni knjižnic in kot tak ostaja zelo pomemben del knjižničnega dela. Zdaj spodaj sem naredil nekakšen kanon iz izbora Znani berejo. 18 oseb je priporočalo knjige in sicer bilo je 180 naslovov v tem izboru in tujca so izbrali 4. Katarina Pavin Jezuit, Nekropola Mojster in Margareta 100 let samote so izbrali 3 in ostale naslove sta izbrala po 2 od znanih. Tukaj se postavlja še eno vprašanje. Če delamo kanon, nehote delamo tudi indeks. Kaj je potem s tem? To je morebiti malce kot izziv za razmišljanje za naprej. Zdaj, če pogledamo to, kar sem prej govoril, lahko to promocijo delimo na mehko, sofisticirano in intenzivno jo jaz delim. Se pravi, mehko priporočamo, ker konec koncev nima nekega blaznega učinka, čeprav pa to mora biti. Sofisticirana Znani berejo, nekoga neka osebnost lahko nagovori, nekoga odbije. To je tako ostrina, kjer lahko je, lahko pa ni. Lahko je plus promocija, lahko je minus promocija. In mesto bere zelo intenzivna promocija, ki ima tudi zelo velik učinek, kot smo videli prej tudi ob samih cifrah. Sama dinamika pri izbiri ljudje ljudje cenijo samostojnost, cenijo novosti, iščejo po vrnenem gradivu, zato ker menijo, da tisto, kar je bilo pravkar izposojeno, to je dobro. In cenijo referenčen pogovor in osebni stik s knjižničarjem. Kot anekdota, enkrat je ena od kolegic pripravila 5 knjig za gospo, ki je iskala vedno znova prav njo. In mi je naročila, da ji dam te knjige. Zanimivo je to, niti ena ni vzela, čeprav sem ji povedal, da je to kolegica Barbara prav za njo in samo za njo in za nikogar drugega kot za njo pripravila, ampak to ni bilo dobro, zato ker gospe Barbari ni bilo. Tako da dostakrat verjetno v knjižnicah doživljate tiste, če ni konkretne knjižničarja, pride bralc in reče, kje so pa vsi. A danes ni pa nobenega. To so fraze, ki jih recimo knjižničarji dnevno srečujemo v našem delu. In v tem pomenu se mi zdi vloga, ta subtilna vloga knjižničarja kot tista mediatorska nota, se pravi povezava med samim besedilom in bralcem. Tukaj so potem še razni seznami, predlogi za branje in podobno. Seveda se tukaj soočimo tudi z težavo sledenja. Izposojanje ni enako kvaliteta, ni enako branje. Nekdo vzame en kup knjig, pa prebere od 10 samo 2 recimo in podobno. In tukaj je spet ta osebni knjižničar neke vrste nepreverljiv oziroma težko zapopadljiv customer relationship management, ki ga imamo sicer v naših računalnikih, kdo je kaj prebral in podobno ogromno. Tukaj bi morebiti bila za promocijo kvalitetne literature oziroma za promocijo, za dajanje namiga bralcev tisti algoritem znotraj Cobisa, ki ga žal zaenkrat ni, kdor je prebral tudi. To je bila ena taka uporabna zadeva. Sama definicija, kaj je dobro, slišali smo že, to so zelo subjektivne zadeve, nekatere pa tudi zelo jasno stojijo. Kaj je kakovostno in kaj je dobro napisano delo, to sta dve v bistvu različni stvari. In kako prehaja literatura iz popularne kulture v kanon neke visoke kulture.
že denimo Shakespeare, kaj je pomenil Shakespeare v svojem času in kaj pomeni danes tukaj. Potem napisal sem čustvena pismenost. Tukaj mislim predvsem na strukturne spremembe, ki se z branjem zgodijo v posamezniku in prek posameznika tudi v družbi. Zdaj, če hočemo, to je malce evolucije bralca, oziroma ne samo bralca, tudi družbe. Kakšna je družba, ki bere, kakšna je družba, ki ne bere. Zdaj, jasno, nekateri kriteriji so povsem subjektivni. Te dva kriterija, se pravi delo, ki ga je vredno večkrat prebrati, to je moja osebna definicija v bistvu kakovostnega dela. Medtem ko delo, v katerem je žal, da bo konc te knjige, je pa bolj definicija všečnega. Skratka, to sta moji dve definiciji, s katerima bi tudi